pozdrav iz Romunije. Drugi dan v Romuniji, imamo pa malo nesreče z vremenom, dežuje. Drugač bi bilo tlele, kjer smo zdaj ful lepo, ful lepi hribi, ful lepo jezero, pa je zadnji še ful več hribov, ki se jih ne vidi. Dobila sva se z najnjima bivšima couchsurferjema, Huni in Bogi. Huni je fant, Bogi je punca in pa imata še sinčka Boldija. So madžarsko govoreča manjšina tukaj v Romuniji. Njen oče je ranger v nacionalnem parku, kjer smo zdaj, oziroma kamor so naju peljali. Ja, malo škoda glede vremena, ker je ful lepo. Kje smo? Bika Zgorč, ne? Potem, ko smo se v dežju sprehodili skozi Bika Zgorč, smo se odpravili še na nekaj tipične, lokalne, v bistvu madžarske hrane. Poskusili smo kurtoš kolač, kar je v bistvu kurtoš, chimney cake, tudi pri nas poznana sladica, in pa langoš, to je pa v bistvu ocvrt kruh, ocvrto testo, premazano s česnom, kislo smetano in pa nadevano s sirom. Až odganjal vampirje? Ne, sam tebe. Dež nas je predčasno pregnal iz soteske Bikaš nazaj v kraj Gheorgheni, kjer živijo starši od najne prijateljice Bogi, in potem smo si pogledali še to mesto. To je tipično madžarsko mesto v Romuniji, za katerega je značilna obzidana oziroma obgrajena cerkev na hribčku, ki je bila nekako za zatočišče pred napadi recimo Turkov, Tatarov in drugih. Potem pa smo si pogledali še grad v kraju Gheorgheni. Načeloma Madžari v Romuniji niso bili premožni ljudje, to so bili delavci, kmetje, obrtniki. Zato je grad v Gheorgheniju velika posebnost ne samo za to mesto, ampak v bistvu za širšo okolico oziroma za vso madžarsko manjšino v Romuniji. There, the mamaliga is I would say Romanian main food. So and this, the paprika, she's made it with paprika. It's in his name that it's more Hungarian, I would say. So let's serve and bon appetit. Dobro jutro. Dobro jutro. Danes je sicer spet meglen dan, ampak tretji dan. Ja, tretji dan v Romuniji, zdaj se bo šak vse počas. Zdaj smo bila v bistvu včeraj danes še pri najnih bivših couchsurferjih oziroma pri njenih starših. Ful so prijazni, mislim tako kar preveč skoraj.
dok so nama dali in pač za jesti in sobo so nama odstopili, ker so rekli, da je pač premokro, predeževno za kampirati. In boš zdaj, ko smo odhajala, smo dobila še en šop redkvici in čebule iz vrta. Tako, ja, kakor se je Rok včeraj jezil v tem prvem kampu, kako so nesramni in da če bojo vsi Romuni taki, da so nama imela fajn, so zelo hitro teli popravili vtis. No, čeprav v bistvu oni niso Romuni, ne. Ki so jih kaj spraševala v Romuniji, ker niso vedeli ali pa hoteli kaj dosti povedati. Oni so madžarska manjšina, ki živi v Romuniji. Tudi govorijo madžarsko, ko smo gruntala, kakšen jezik je romunščina, pa je Rok enkrat rekel, pa mene to spominja na finščino. Sem rekla, ja, Rok, to je zato, ker oni v bistvu madžarsko govorijo, ne romunsko. No ja, bomo videli, kaj bo današnji dan prinesel. Upamo, da kakšnega medveda. Zdaj hodimo dol proti vulkanskemu jezeru, kaj že Sveta Ana, je? In se bojimo medvedov. In tukaj najna prijateljica je mislila, da je videla medveda, v bistvu je videla pa psa, tako da očitno so kar pogosta stvar tukaj okrog. In ti gozdovi tukaj izgledajo kar obetavni. Evo, midva sva se ukampirala v kampu pred zraven zdaj, v kampu ob jezeru Svete Ane. To področje je ful znano po medvedih, po velikem številu medvedov, kar nakazujejo številne table in pa električna ograja, ki jo imamo povsod. Zdajle gremo tukaj zraven do ograje tega kampa. Prav pač... to smer, da se videli. Bom se obrnila, ja. Evo, takole. Da se vidi za mano. Ja, v roki imam vrečko za smeti. Ja, prav električna ograja okrog kampa, električna ograja je okrog kioskov, okrog WC-jev, pač posod je električna ograja za medvede, če slučajno pridejo, oziroma pa je kar pogosto pridejo sem malo na obisk. Prej sva že bila pri jezeru Svete Ane, ki je vulkansko jezero, v bistvu na eni strani kampa, na drugi strani je pa nekoč bilo vulkansko jezero, ki se je posušilo in zdaj pa je sam precej zanimive rastlince in drevesa tam rastejo, tako da zdaj greva še na drugo stran pogledati. Mi da gremo medveda gledati. Mobitel na tiho. To je že. Kaj flashlight? Šklocanje na tiho. Aha, to. Od fotoaparata. Gledam, tukaj je prav ena opazovalnica in ba je 90 ali 80% šanse, da se vidi medveda. Tako že fingers crossed, oziroma držimo pesti. Upam, da ni šel jih sosede. Mama prav tabele samo. Evo se peljeva nazaj od medvedov. Videli smo jih, to ja. Ampak, ne vem, mene je vse skupaj ful znerviralo. V bistvu je bila kar velika skupina, folk je bil glasen, mislim tako po 2 minutah noter v opazovalnici so začeli klepetati. Zdaj so bili, ne vem, 3-4 medvedi, ne vem, so se menjali, smo jih videli. Sam da je mene je ful znerviralo vse skupaj. Vsekakor sva zelo vesela, da sva videla medveda v naravi. Jaz sem se tega veselila, oziroma zame je bila to ena glavnih stvari v Romuniji.
Sama izkušnja na točno tisti dan v opazovalnici ni bila tako briljantna, ampak še vseeno videli smo 3 do 4 medvede, kar je tudi super.